krepitev potencialov kulinaričnega turizma v Prlekiji, 41. maraton Treh src Radenci. Spoštovani gledalke in gledalci, čas je, da znova pogledamo dogodke, ki so se zgodili v minulih dneh in vas seveda vljudno vabimo, da ostanete v naši družbi. V okviru operacije krepitev potencialov kulinaričnega turizma v Prlekiji z akronimom Dobrote Babičevega mlina so pripravili predstavitev v Gornji Radgoni. V okviru operacije krepitev potencialov kulinaričnega turizma v Prlekiji z akronimom Dobrote Babičevega mlina Zavod Multimedia Pannonia, Zavod za informiranje in obveščanje okolja Cven, s projektnimi partnerji Mlinom na Muri Karmen Babič, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci GTR d.o.o. in Hišo Dobrot Apače skrbi za obveščanje in osveščanje o edinstvenosti Babičevega mlina, ki ponuja tudi svoje proizvode. Ena izmed dejavnosti je predstavitev produktov, natančneje moke in uporabnosti le-te gostincem in njihovim gostom. Eden takih se je odvil v Casi del Nonno v Gornji Radgoni. Zavoda Multimedia Pannonia je o poteku in namenu dogodka v Gornji Radgoni razložila Aleksandra Mohorič. Mi smo danes tukaj v gostilni oziroma v pizzeriji Casa del Nonno v Gornji Radgoni, ker smo v sklopu projekta naredili en happy hour dogodek, se pravi danes tukaj iz dobrot Babičevega mlina oziroma moke Babičevega mlina pečejo pice različne, katere imajo v njihovi ponudbi zdaj 2 dni, se pravi danes 13. aprila. En dogodek pa še bo potem v maju, se pravi 4. maja. Zdaj v teh 2 dneh tukaj v Casa del Nonno ponujajo pice po ugodni ceni, se pravi imajo ponudbo različnih pic, se pravi margarite, klasiko, salami, tono pa Meksiko. Te lahko si pač tu naročijo in jejo iz Babičeve moke pice. V sklopu projekta je dogodek oziroma ponudbo pic v Casi del Nonno v Gornji Radgoni le uvod. Še 2 dogodka sta načrtovana. V sklopu tega projekta Dobrote Babičevega mlina bomo še izvedli en dogodek oziroma 2 dogodka v Apačah pri Hiši Dobrot. Tam bodo tudi iz moke Babičevega mlina v bistvu pekli pekovske izdelke, se pravi od kruha do potic, do keksov, do ne vem pač, to bomo pol videli 28. in 29. aprila, kaj bodo vse pekli. Potem še tukaj partner Srednja gostinska šola v Radencih. Oni imajo pač preizkušanje moke, testirali bodo, kako se moke obnašajo pri različnih jedeh. To bodo pol nam tudi oziroma gostincem predstavili njihove rezultate. Potem pa še v sklopu tega projekta imamo načrtovan paviljon, katerega bomo postavili pri Babičevem mlinu. Tam pa se bo potem, v tem paviljonu se bo potem prodajala moka različna, pač dobrote Babičevega mlina, izdelki, ne samo babičini, ampak tudi drugi. Načrtov je seveda še veliko več. Načrtujemo v mesecu maju še otvoritev tega paviljona. Babičev mlin pa je tudi nekaj edinstvenega. Babičev mlin v našem okolju je zelo pomemben, dragocen glede turistov. Tudi je pač edini trenutno še plavajoči mlin na Muri, s katerim želimo privabiti čim več turistov. S tem tudi želimo Babičevo moko ponuditi širom okolici, da bi čim več gostincev se tudi povezalo v to zgodbo, se pravi v blagovno znamko Babičevega mlina.
Ko govorimo o Babičevem mlinu in ponudbi, je treba poudariti, da je Babičev mlin edinstven spomenik slovenske kulturne dediščine neprecenljive vrednosti. Saj je edini preostali plavajoči mlin v Sloveniji. Povpraševanje po izdelkih Babičevega mlina je še vedno precejšnje, ne gre pa spregledati turističnega zanimanja, ki je še vedno visoko, sploh med obiskovalci okoliških term. V Radencih bo 20. maja tradicionalni 41. maraton Treh src. Na tiskovni konferenci so predstavili priprave in potek maratona. V Radencih bo 20. maja tradicionalni 41. maraton Treh src. Na tiskovni konferenci so predstavili priprave in potek maratona s spremljajočimi prireditvami. Na konferenci so sodelovali generalni sekretar organizacijskega odbora Marko Pintarič, Samuel Gonza iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, direktorica zdravilišča Radenci Vesna Mavčec in direktor Radenske Adriatik Marjan Šefčovič. Marko Pintarič, generalni sekretar organizacijskega odbora o pripravah in načrtovani izvedbi. Priprave letos potekajo precej bolj mirno kot lansko leto, zato ker lansko leto še dejansko v tem času skoraj da nismo vedeli, kaj bomo počeli. Covid situacija je še takrat bila kar aktualna. No, leto že vemo, kaj bomo počeli. Program je nekako klasičen kot do sedaj vsa leta. Začnemo ob 9. uri zjutraj z tem tekmovalnim delom, že 1 uro prej pa z pohodom. Potem v popoldanskem delu pa klasično, zdaj že tretjič tek s kužki in pa 15 minut zatem začnemo z otroškimi teki. Zdaj, če malo se obrnem na same trase, trase so podobne kot lansko leto, se pravi 42-kilometrska, se pravi maratonska in pa polmaratonska proga, obe dve progi sta enake kot lani, se pravi potekata iz Radencev proti Prekmurju čez Muro in pa poteka v 2 krogih. Krajše proge, 10 in pa 5 km, pa so enake kot leta 2019. To je neka osnova, ki je vsako leto podobna. Vsekakor velja omeniti še tudi večerni koncert, ki bo ob 7. uri potekal do 10. ure, to je pa predskupina je gimnazijski bend, potem pa bo nastopil še Tomaž Domisl. To je nekako tako res okvirna zgodba letošnjega maratona Treh src, ki verjamem, da bo spet uspešna kot do sedaj že kar 40 let. Letos imamo spet povabljene tuje tekače, ki bodo nekako zagotovili tisto, kar si vsi želimo, to je tekma na naši prireditvi. Eden od povabljenih tekačev na 42 km ima tudi zelo dober čas, kar pomeni maratonska proga pretečena v 2 urah in pa 14 minutah, kar je seveda boljše od dosedanjega rekorda, tako da tudi to obstaja možnost, da bo podrl rekord. Tudi nekaj domačih tekačev je potrjenih, tudi lanskoletna zmagovalka Andreja Gorčan je potrdila udeležbo, tudi Rok Puhar recimo se bo podal na 42-kilometrsko progo, je pa kot vsako leto, se pravi izmenično z ljubljanskim maratonom, tudi letos državno prvenstvo. To se bo odvijalo letos na 21-kilometrski progi. Tudi državna prvenstva vojske na 21 in pa 42 km bodo pri nas, tako da verjamem, da bo tudi ta tekmovalni del kar močno zastopan, oziroma da bodo se tudi ti rekreativni tekači imeli možnost primerjati z najboljšimi, zato ponavadi tudi povabimo te boljše tekače. Verjamem, da bodo vsi zadovoljni.
Na tiskovni konferenci so svojo dejavnost predstavili, kot rečeno, tudi dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki predstavljajo Zeleno stražo. Dejavnosti je predstavil Samuel Gonza. Mi pretežno smo dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Mi na različnih točkah, ki se imenujejo ekotočke oziroma ekootoki, opazujemo, kako ljudje odlagajo odpadke in opozorimo, če opazimo kako napako. Imamo različne, pazimo, v katere koše mečejo. Naprimer, lani smo imeli papir, embalažo in ločeno tudi plastenke, da so potem lahko šle, da je bil lažji proces ločevanja od embalaže in da so plastenke same šle takoj v reciklažo ločeno od embalaže. Torej ja, opozarjamo ljudi. Hkrati pa tudi zbiramo anketne odgovore. Na ključne ljudi gremo naokoli in jih vprašamo določena vprašanja, ki jih ne bom povedal takoj. Odgovori pa bodo kasneje uporabljeni v kakšni bodoči raziskovalni nalogi na ekološko tematiko. Zdravilišče Radenci je tradicionalno vpeto v organizacijo in izvedbo maratona. Direktorica Vesna Mavčec. Mi sicer sodelujemo pri sami izvedbi kot gostinski ponudnik in seveda tudi gostitelj maratona, saj štartno in ciljna črta je pri nas na našem dvorišču oziroma parkirišču. V bistvu z maratonom sodelujemo že 40 let, se pravi leto že 41. leto in smo na sodelovanje res ponosni. Tudi sami se ponašamo z več kot 140-letno tradicijo skrbi predvsem za dobro in zdravo počutje naših gostov, kar je tudi ključni cilj oziroma motiv vseh tekačev, predvidevam, da oziroma vsaj naj bi bil in si želimo takega sodelovanja tudi v prihodnje. Je pa to tudi za naše goste oziroma obiskovalce hotela en dogodek, ki so lahko v bistvu deležni oziroma del najstarejše tekaške preditve v Sloveniji in je tudi ena zelo lepa promocija tako za naše goste. Direktor Radenske Adriatic Marjan Šefčovič o pomenu maratona za podjetje. Jaz bi rekel, da maraton, ta 41. letnik bo zdaj, to je nekaj, kaj postala taka normalna zgodba Radenske in osnovni del Radenske kot takšne. Tako da to je tam vsako leto, ko pripravljamo neke različne aktivnosti, marketinške aktivnosti, in se razmišlja, bomo to delali, ne bomo to delali. Pri maratonu tega razmišljanja ni. To je kao avtomatska točka tudi v budžetu, tudi v dogajanju, tudi v planiranju nekih sorsov z vidika dela. Tako da to si mislim, da to je za nas neka zgodba, katera že pripada del zgodovine Radenske. Na druge strane je pa res, da vedno se pogovarjamo, kako izboljšati, kako nagraditi, kam smeriti, kaj prinesti novega za tekačev. In že tudi na drugih nekih tiskovnih konferencah, ko vedno predstavljamo našo trajnostno strategijo. Vi ste opazili, da zadnja leta ta strategija tudi postala ena naravni del našega poslovanja. In ta naravni del tega trajnostnega poslovanja je seveda v različnih smerih. Podpora okolja, podpora dogodkov, podpora recimo delo z materiali, z embalažo in tak. In zelo fajn nam je prišlo, ko smo začeli sodelovati z Ekologi brez meja in potem naknadno tudi s dijaki na tem Zero Waste dogodku in to, da smo dobili certifikat po prvem letniku, prvi športni Zero Waste dogodek v Sloveniji je nam zelo pomembno. In smo ponosni na to. Mi smo ponosni tudi na to, da smo lahko vpeljali tudi študentov, ker to je nekaj, kaj oni učijo starejših. Starejši dostikrat težko spremljajo te spremembe. Jaz verjamem, da se tudi srečali s nekimi negativnimi reakcijami, ker ne razume, zakaj se to dogaja, zato kaj to moramo delati, ker moram nekaj narediti. Ne gre to samo zastojn, ne gre to samo brez tega, tako da če jaz hočem nekaj narediti za naravo, nekaj izboljšati, moram dodati nekaj novega, nekomu je to jasno, pri nekaterih seveda jim to moramo razložiti. Zato je super, da so dijaki tja, da so oni tudi pripravljeni včasih na neko negativno reakcijo, ampak na konci, če to bodo speljali super, bodo vsi razumeli, zakaj to delamo. Seveda, na začetku je vedno prvi je tekač. Mi smo tu športni dogodek, mi moramo poskrbeti za tekačev, zato da jim je fajn. Zraven pa oni lahko rečejo, sem del zgodbe, katera skrbi tudi ni samo za tekača, ampak za neko širše okolje.
Kot smo videli, se bodo na maratonu zbrala znana tekaška imena in poseben pečat maratonu daje tudi oznaka Zero Waste, kar kaže, da organizatorji mislijo poleg zdravja ljudi tudi na zdravo okolje. To je bilo vse, kar smo vam pripravili o današnjih dogodkih. Do prihodnjih le še lep pozdrav in seveda upamo, da se boste znova vrnili ali pa ostali v naši družbi.